Dobrodošli in lepo pozdravljeni v 36. epizodi AS podcasta. Tokratnja bo po dolgem času namenjena ponovno slovenskemu, klubskemu in tudi reprezentančnemu nogometu, zato v svoji družbi pozdravljam Tineta Zupana, pozdravljen, Markota Cirmana, dober dan, in Jožeta Pepevnika. Zdravo, Denis. Živijo, fantje. Začnimo takoj z aktualnimi dogajanji na slovenskem klubskem prizorišču. Tine, v pokalu Slovenije Brinje, glede na kaotičnost nasprotnika, dobil zelo ugoden žreb, kajti lahko bi dobili na primer tudi Makole Bar Miha, ki trenutno so v manj kaotični situaciji, kot je nasprotnik Brinja v pokalnem tekmovanju. To je NK Maribor, kot si pozabil omeniti. Veš, kaj je prednost teh pokalnih tekem, ne? Da nižje rangirani igra doma, ne? Tako da v Makole ali Tromenike ali Makole, Bar Miha. Ampak naj bi igralo Majšperku celo. Aha. Tako da Celjani bodo lažje dihali. Celjani bodo lažje dihali. Oddaljena gostovanja so to za slovenske razmere. Tako da pokalo je pa tako, ne? Če želiš še priti v Evropo, moraš izločiti vse nasprotnike. Ne? In če Brinje želi priti že v četrtfinale, bo moral izločiti tako Maribor kot Celje ali Olimpijo. In, ja. Tako da to se rangira kot nek 7. predkrog konferenčne lige, recimo. Ne? Tako si moraš vzeti. Ne? Tako da pot v Evropo se začenja zdaj. Jože, kaotičnost Maribora, takšne, kot je še ni bilo v njegovi zgodovini. Ne bi pretiraval na tak način. No. Se mi zdi, da je že bilo bolj kaotično. Seveda, spomnimo se Lige za obstanek, pa besede sanacija, ki je kar nekaj let, skoraj da toliko, da niso izobesili na kakšno od tribun Ljudskega vrta takrat. Tako da ne, gre pač za neko valovanje v zgodovini Maribora, ki je vedno imel neke pozitivne trenutke, vrhunce in trenutke, ko je šel pač nekoliko slabše skozi te sezone, tako da trenutno je v tej situaciji. Velika težava Maribora je seveda, pa ne samo Maribora, tudi Olimpija, zdaj če nekako povlečemo vzporednico, glede na to, da sta ekipi zamenjani približno enako število trenerjev v tej sezoni in da sta točkovno zelo blizu, je v tem, da imata vsako tedensko ogledalo, ki ima ga nastavlja Celje, ki ni 3 ali 4 točke spredaj, ampak je 11 oziroma 12 točk spredaj, in Celje, ki igra v evropskem tekmovanju drugo leto zapored, in Celje, ki igra en lep nogomet, atraktiven in odprt proti kateremu koli nasprotniku. Tako da tu se v bistvu napake ali pa težave Maribora in Olimpije dodatno potencirajo v tem ogledalu, ker verjetno obstajajo navijači obeh klubov, ki pač nekako gledajo vse tole in si mislijo, zakaj pa naš klub ne more igrati na tak način, ker se mi zdi, da ekipe te 3, Celje, Olimpija, Maribor, da niso kakovostno igralec za igralca, niso razlike tolikšne, ampak enostavno razlika vse tisto, kar se v navednicah obesi na to kakovost nogometašev, torej igra, organiziranost, postavljene nekako meje v klubu, tako znotraj igrišča kot zunaj igrišča. Ko se ve, hierarhija je postavljena, v Celju se mi zdi, da je zelo jasna, se mi zdi, da je Albert Riera tudi eden izmed tistih redkih ljudi v zgodovini slovenske prve lige, ki res pooseblja eno klubsko obdobje, tako da Celje trenutno izenačujemo z Albertom Riero, in ga bomo verjetno tudi 10 let zatem, ko bomo gledali nazaj, kaj se je dogajalo, bomo rekli, aha, Albert Riera. Marko, je Celje zaradi Alberta Riere in zaradi izkušnje lanske konferenčne lige še močnejše, kot je bilo lani? Je, absolutno. Predvsem se je Celje veliko naučilo od tistega januarskega iz lanske sezone, letošnjega koledarsko gledano januarskega prestopnega roka, ki je bil zares slab. Letos so bolj ciljno kupovali, se mi zdi, res so iskali te profile igralcev, ki so manjkali v neki rotaciji za prvenstvo in za krmarjenje med prvenstvom in med Evropo. Tega lani ni bilo, lani Lernoy in Koutri in tako naprej niso upravičili, sploh ko so igrali v domačem prvenstvu, se je videlo, da
da sta to povsem različni zasedbi. Letos pa ne pride do tako velikih oscilacij med domačim prvenstvom in Evropo. Ni prihajalo poleti, zdaj se je ta postava ob zadnjih tekmah, ko ni bila Evropa, sicer ustalila. Zdaj smo prišli do te točke, ko pravzaprav že vemo, da kdo bo igral za Celje, če odštejemo za Bukonika in Kučisa. Ja, drugače pa to, če se navezam na vprašanje, je Albert Riera enostavno postavil te smernice. Vsak igralec, ki prihaja, se točno zaveda, kakšna je njegova naloga in tu ne popušča za milimeter. Vemo, kakšen je osebnostno, rad tvega tudi. Po zadnji tekmi proti Mariboru, ko ga je novinar vprašal, zakaj igra tako zadaj, začenja napade iz kazenskega prostora, je rekel, da če v življenju ne tvegaš, če sediš takole na kavču, se ti ne more, ne vem, nič narediti, moraš iti ven med ljudi. Skratka, ja, vse je postavljeno in da jasno vedeti, ne mara Divjakov v slačilnici, Lisakovič je prišel iz Rusije s takšnim pedigrejem, ampak mu je Albert Riera recimo takoj na prvem njunem sestanku povedal, kako je tu in tako bo in se mislim, da kar dobro vklopil Lisakovič. Pri kakšnem drugem trenerju mislim, da bi imela garderoba več težav recimo. Tine tvegal pa je veliko tudi ob zaključku njegove igralske kariere, ne ravno na Zelenicah, mogoče kje drugje. Ampak potem kot trener se je izoblikoval in v persono in od trenerja. Kako ga ti vidiš, kako ga ti doživljaš, kje je njegov domet zdaj, po še eni izkušnji v Sloveniji, po neuspeli epizodi v Bordeauxu, kam lahko seže Španec? Jaz mislim, da se nekako definira neka pot mogoče za njega, da se prihodnost bolj gleda na področju nekega balkanskega nogometa, ker mislim, da ima ta Celje v tem trenutku tudi mogoče nek, ne bom rekel največji vpliv, ampak največji vtis je pustil. Ta slaba epizoda v Bordeauxu je zihar neka črna packa v percepciji, kaj je njegov nek širši domet. Jaz mislim, da je to kot kakšnega revolucionarja, tukaj gledamo Riero, bolj posledica tega, da je slovenski prostor v bistvu zelo slep na neke trende, ki se dogajajo v nogometu. To, da igraš iz svojega kazenskega prostora, to je pač neka čisto normalna stvar v Evropi že 100 let. In to, da se zdaj njega gleda, kot da izumil fuzbal, tle je to naš problem, ne toliko problem njegove veličine. Seveda, rezultati potrjujejo, da gre za nekoga, ki je naredil res veliko stvar. Mislim, da tudi v letošnji sezoni, ker ni konkurence, vsaj zaenkrat zaznavamo veliko manj ekscesov pri njemu. Zdaj, a so te ekscesi kombinacija tudi nečesa načrtnega, ali pa so kombinacija sam neke narave, ki je pač on ne more zadržati, ali pa to tudi mogoče neka smernica, da je tudi on lahko mogoče malo bolj stabilen, ker vsekakor nekaj je imeti tako kontrolo v nekem okolju, ki je relativno nenogometno in nima neke silne tovrstne tradicije, kot se v Celju zdaj dogaja, nekaj pa pač to početi v nekih okoljih, ki so bistveno bolj stresna. Tako da vprašanje, kako si ti lahko izven nekega okvira slovenske lige na tak način, bom rekel, kar nek pridigar tega, kaj je prav in kaj ni, ker v preteklosti smo videli veliko tega, da je on tudi ostalim razlagal, na kakšen način bi se mogel fuzbal igrati, bil žaljen, če se mu je kdo zaprl in tako naprej. To se trenerji s takimi vprašanji na višjem nivoju non-stop srečujejo. Se pravi, kako prebijati te nizke bloke proti ekipam, ki imajo 10-krat manj denarja od tebe in si tudi takih igralcev ne morejo privoščiti kot ti. In zdaj, težko je reči, kam se lahko ti slovenske lige prebijati, glede na to smo videli primer Viktorja Sančeza v lanski sezoni in neke te pozitivne stvari, ki jih je on naredil v rezultatskem smislu in na koncu ni dobil nekega kluba, razen da je imel ponudbo Maribora, pa na koncu Reke, saj vemo, da bi se kaj drugega dogajalo, tako da v smislu neke promocije trenerja skozi slovensko ligo je težko. Koliko so pa odmevni te rezultati, ki jih mi smatramo kot zgodovinske v konferenčnih ligah, to je pa tudi vprašanje, ker pač mi moramo vedeti, da v teh zadnjih letih širitve teh evropskih pokalov ogromno ekip prihaja v te lige in
zdaj tim bi mogel res delati, mislim, da v nekem daljšem obdobju neke neverjetne rezultate, da bi ti uspel nek preboj nekam, zagotovo pa mislim, da zelo težko govorimo v ligah 5 najmočnejših. Ne. Še nekaj je, tu bi samo dodal, ko si rekel, kakšna je naslednja stopnička za Alberta Riero. Večje okolje, ko bo šel, bodo višja pričakovanja, večji pritisk navijačev in še nekaj, v garderobi bodo sedeli ljudje z višjimi plačami, kar prinaša avtomatsko večji ego, večjo težavnost vodenja tega moštva. Vemo, kako je impulziven, kako je lahko impulziven in ja, tu zna biti kar velik izziv za njega, ko bo odšel, če bo odšel kakšen velik klub. Jaz mislim, da je velika prednost, ki jo ima Albert Riera pri Celju, poleg tega, kar sta Tina in Marko že omenila, je, da za razliko od Olimpije in Maribora, kjer zdaj trenerji prihajajo v pač slačilnice, ki so postavljene, kadre, ki so izbrani, je to, da je njemu bilo dovoljeno, da mu je bila dana svoboda tega, da pač on enostavno je prišel in je zamenjal in je rekel, gledajte, jaz pa pač teh 8, 9, 10 nogometašev ne rabim, delal bom s toliko ljudmi, zamenjal bom še potem nek odstotek teh, ki bodo najprej igrali in potem ne bodo. Tako da pred kratkim na eni tiskovni konferenci dal, da ni samo recimo Franko Kovačević, ki je zdaj najboljši strelec lige, ni samo on njegova izbira, ampak je vsak nogometaš v celjski ekipi njegova izbira. Ne? In ko imaš trenerja, ki je v bistvu menedžer, torej ki kadruje in vodi ekipo in mu daš čas, ki ga v Celju pač ima in ga morda v nekem drugem okolju ne bi imel, je to velika prednost, ker pač to je ekipa po njegovi podobi, torej zamišljena po njegovi podobi. Ampak če sem te prav razumel, Tine, ti ga nekako bolj vidiš v balkanskem okolju delovati uspešneje, kot pa v nekih bolj razvitih nogometnih državah. Pa mislim, da smo mi nekako avtomatično povezani v tem kontekstu geografskega področja bivše države. Mi smo videli, že poleti so bile neke kombinacije Hajduk, Dinamo, levo, desno. To mislim, da je že za nekega trenerja iz slovenske lige veliko priznanje. Ne? Se pravi, tega ne moramo bežati in seveda, da se te uspehi Celja definitivno bolj slišijo na Hrvaškem ali pa posledično tudi v Srbiji, Bosni, kot pa v Avstriji pa Italiji, ne? Če gledamo samo neke te mejne države, ali pa recimo mogoče tudi neka madžarska liga, glede na to, da je tudi Damir Krznar tam pristal, ampak jaz mislim, da Damir Krznar tudi bolj na podlagi tega, da je bil pač dolg v konceptu Dinama in kakšne so tle kombinacije zadnji, kot to, da je bil uspešen v Mariboru in recimo uspešen v Celju, kljub temu, da se je zadeva tako išla, kot se je. In tudi na nek način je to, kar je Jože rekel, ta stabilnost okoli njega, ki jo je on v Celje prinesel, on je v bistvu prvi trener, ki je v Celju dejansko dubu to neko slepo zaupanje, ki ga je seveda potrdil predvsem v lanski sezoni. Lahko govorimo strogo o evropskem uspehu, ker ligaške je bilo drugače, čeprav je Celje osvojil pokal. Tako da zato mislim, da se mi tukaj nekako avtomatično prepletamo in da je na nek način logično. Vse v končni fazi je tudi Viktor Sanchez na koncu pristal v Reki, ki je hrvaški prvak. Tako da je to vse neka stvar, ali pa pač Radomir Žalović obratno. Te stvari se tle slišijo. Ne? Zakaj Žalović, ker je osvojil dvojno krono na Hrvaškem, ni dobil nekega ne vem kakšnega kluba. Ne? Moramo vedeti, da zikar ta uspeh je v nekem širšem kontekstu Evrope isto odmeven kot karkoli, kar Celje naredi v Evropi. Ne. Se pravi, več ali manj te informacije potujejo po tem nekem širšem lokalnem območju, po mojem mnenju. Jaz sem s kar neki fanti iz Celja govoril glede Alberta Riere, pa so to fanti, ki so njegovi ljubljenčki, ki konstantno igrajo, in so fanti, ki niso v planu. Se pravi, pogovarjal si se Žanom Krničnikom. In vsi fantje so bili praktično enakega mnenja, zgolj in samo superlativi Albertu Rieri. Ok, gledano iz igralskega vidika je veličina, ampak velikane takšne in drugačne igralske smo že tudi imeli v slovenskem prostoru. Je bil Savo Milošević, Viktor Sanchez na nek način, Prosinečki, Mauro Camoranesi. Pa te fantje
niso nikoli govorili o takih superlativih o svojem trenerju, kot govorijo o Albertu Rieri. Karizma. S čim jih dobi na svojo stran? Kaj? Karizma. Kupite. Velikokrat sem rekel, da bi ti on tudi nevozen avto znal prodati. Ker pač takšen človek je in slepo mu sledijo, on te prepriča. Je pa samo 200 stvari nista pri njemu. Ali boš z njim funkcioniral, ali pa ne boš, vmesne poti ni menalo, ni mogel in ne more oditi. Svicešlar je rekel, da se z nikomer ni večkrat skregal kot z Albertom Rierom. Ja, to je Jaz mislim, da gre bolj za znanje kot za, karizma je ziher pomembna, ne, ampak on je v bistvu te ljudi vse kupil s tem, da jim je nogomet in to, kar on želi od njih razložil na tako preprost način, da oni na ta način o tem še niso razmišljali. Ne. In da se potem to potrdi na igrišču v nekem doglednem času. Tako, ne, in ti dejansko neka ta igralska preteklost ti zagotovo da mogoče neko lažjo osnovo na začetku, ne, ampak dolgoročno pa ti lahko funkcioniraš samo, če si pač kredibilen, kot to, da poznaš materijo in imaš neko jasno predstavo fuzbala, kako deluje in kako mora delovati, in v tem smislu se zdi, da je on svetlobna leta pred svojo konkurenco v slovenski ligi. Pa upa si igrati. Mnogi slovenski trenerji so malo preveč, recimo temu, previdni ali pa pragmatični, kot radi rečemo, zato ker se bojijo za svoje službe. Albert je pa po naravi takšen, ne? In to je ta skozi ves čas išče to neko tveganje, ta nek adrenalin ga polne s tem, osrečuje ga na nek način, ves čas išče ne konflikt, ampak to, da se razburjenje, da se nekaj dogaja, da ga to razburjenje drži po konci, da ves čas nekaj premika v taktičnem smislu. Celje praktično niti ene tekme ne igra, če že igra v identični postavi, pa igra povsem drugače. Tako da to je to, kar išče Albert Riera pri drugih trenerjih. Pogrešam to drznost, no, ker se morda preveč, vendarle samo 10 prvoligašev bojijo za svoj stolček. Ne. Kako bi se Albert Riera odzval na situacijo Reki Ktete, glede na njegovo drznost, predrznost, bi žvajzno koga, bi... Ja, to, če bi se že zgodila, ne vem, če bi se zgodila, ne, pod njegovim vodstvom, hipotetični situaciji, jaz mislim, da bi mariborska publika oboževala Alberta Riera. Jaz mislim, da bi ga oboževala, ker je ne glede na to pač seveda veliko trenersko ime, oziroma veliko igralsko ime, ki zdaj dela si tudi trenersko ime, ampak se mi zdi, da je toliko neposreden in nekako direkten in hkrati samosvoj, da bi ga mariborska publika hitro vzela za svojega, če pa bi igral še takšen nogomet in osvajal toliko točk, pa sploh. Tako da sej, mislim, da je na zadnji tiskovni konferenci Albert Riera da mu je bilo postavljeno tudi to vprašanje, ne, kaj bi se zgodilo, oziroma in je dejal, da so te meje nekako jasno postavljene od prvega sestanka naprej, da se takšne stvari ne dogajajo. Zdaj, v Mariboru, jaz mislim, da je po toliko menjavah trenerjev, zdaj bo že 6. menjava, odkar so torej turški lastniki prevzeli nadzor nad klubom, da se pa morda morajo vprašati, ali ni težava v trenerjih, ne? Ampak je verjetno težava ki druge. Definitivno pa Tete ne bi bil v postavi za naslednjo tekmo in tudi Rekik ne. Vprašanje, če bi bila sploh še ona dva v klubu, ker to, da ti trenerje udariš, to je... Pa sej, mi smo imeli pred kratkim ta primer v Marseju, ne? Pretep 2 igralcev Slačilci in oni so naslednji dan odrezali in sta oba mogla iti. Je pa zagotovo bi rekel problem Maribora tak, da jaz mislim, da te turški lastniki nikoli ne bodo obrnili tega razmišljanja. Oni pač taki so. Ne. Njim je potrošnja trenerjev pač logična. Oni o tem ne razmišljajo. Ni nujno, da je stabilnost vedno pot do uspeha. Ne. Mi smo imeli Chelsea v Abramovičevi eri, ki je non-stop menjal super uspešne trenerje in je bil non-stop uspešen. Ne. Se pravi, pot do uspeha lahko vodi tudi čez neko tako malo kaotično vodenje. Ne. Razlika je seveda velika v tem, če že sem ta primer potegnil, da je bila ona ekipa zelo stabilno postavljena z nekimi glavnimi igralci, ki česar v Mariboru ni. Ne. In tudi na nek način je tudi ta prehod iz lanske v letošnjo celjsko ekipo zelo specifičen. Jaz sem zadnjič gledal Celje ob vsej tej
bom rekel, navidezni stabilnosti, ki jo daje predvsem Riera s svojimi uspehi na igrišču. Celje je pripeljal 16 igralcev po letnem prestopnem roku, kar stabilen klub zagotovo ne naredi, od tega je bilo 8 tujcev. Ne. In mi moramo malo pozabiti na to lansko famo, ko Slovencev igra. Mislim, so bili 4 proti Mariboru v začetni enajsterici, en od njih je golman, en od njih je pa Jevšenak, ki mora igrati kot bonus igralec. Ne. Se pravi, slovenski igralec v Celju ekstremno zgublja na vrednosti, kar je v smislu pomembnosti v kadru, kar je logična posledica tega, da so res dobri slovenski igralci šli, ne, kot so Matko, Svetlin, tale Nemanič in tako naprej. Ne. Rožman tudi je imel pač pomemben status, kakorkoli, ne. In zdaj to nadomestiti je zelo težko. Ne. Ti fantje novi v Celju, ko so, jaz mislim, da težko nosijo s tem, kar on zahteva od njih, in tudi v tem preklopu iz tega, da so prihajali iz drugačnih okolij, da morajo biti zdaj tukaj pa nosilci neke dominantne ekipe. Ne. In jaz mislim, da pred Celju obstaja velika nevarnost, da bo ta ekipa vse bolj tuja. Ne. In tudi na evropskih tekmah vidimo, da je tega slovenskega vpliva bistveno manj, kot ga je bilo v preteklosti. Ne. Kar se pravi, ni presenečenje, vsaj za mene, ampak v Sloveniji je kritična masa toliko majhna, da ljudje še vedno nekaj, kar se je dogajalo pol leta nazaj ali pa 1 leto nazaj, vzemajo, kot da se še vedno dogaja. Ne. Nogomet se pa konstantno spreminja in če mi pač Olimpijo in Maribor zdaj že nekaj časa gledamo kot kluba, ki data ekstremen poudarek tujcem, ne, in v trenerskem smislu, in v igralskem smislu, in v vodstvenem smislu, ne, jaz mislim, da velike razlike do trenutne celjske ekipe ni. Ne. In tle imamo seveda največji strukturni problem slovenskega nogometa, kako lahko v njemu slovenski igralec sploh preživi. Ne. Za vikend sem ujel tlele debato med Bobanom Jovićem in Nejcem Vidmarjem. Bobi reče Nejcu na temo Maribora, mu reče, stari, pa oni so še nas zajebali. Češ, ne? To je cirkus, ki se je iz Olimpije sedaj prenesel na Maribor, nekaj, kar je Štajerce držalo po konci, se pravi, menjava trenerja, vse te zdrahe, ki so bile, to je bilo na družbenih omrežjih, emoji, klovnov, cirkusov, ne vem kaj še vse, da se pa to tam dogaja. Kako, Jože, Mariborčani, avtohtoni Štajerci doživljajo to kaotičnost, ki se dogaja v njihovem klubu? Mislim, da v zadnjih 17-18 letih v Mariboru bilo zelo jasno, ne, kdo je kaj, kdo je kje in kdo odloča. In se mi zdi, da tudi v tem obdobju po Zlatku Zahoviću je bilo nekaj časa jasno, kdo vleče kakšne poteze. Ne. Zdaj pa se mi zdi, da smo prišli v eno obdobje, kar je ti ne dejal, ne, pač to je morda turški modus operandi ali pa modus operandi tega vodstva, ne, da ne vemo točno, mislim, vemo, kdo je na koncu tisti, ki reče da in ne in kdo podpiše, ne, vse te trenerje in igralce, ampak ta situacija, da se morajo v bistvu kandidati za trenerja usesti na letalo in se peljati v Carigrad, in potem tam Adžuni Lidžali s svojimi pomočniki verjetno pride do neke odločitve, hkrati ima svojega odposlanca v Ljudskem vrtu z pač zelo vprašljivimi nogometnimi izkušnjami, če sploh kakšnimi, za katerega ne vemo zdaj, ali sploh odloča ali ne odloča, in se mi zdi, da je odločevalska veriga v Mariboru enostavno predolga, da je preveč zapletena, da Maribor seveda zelo lahko odpustiš trenerja, ne, ali pa trener sam gre, kot je šel zdaj v tem zadnjem primeru, zelo težko ali pa zelo počasi pa ga, če se ti mudi, če želiš neke stvari spet na novo postavljati, pripelješ oziroma zaposliš. Ne. Zdaj, ko to snemamo, Maribor še nima novega glavnega trenerja. Ne. Je pa blizu? Je bojda blizu, ampak zdaj ne vemo, ali je to blizu 1 uro stran ali je pa 1 teden stran blizu, ne. Ker vemo, kako je bilo. Kaj je bliže Carigradu ali Mariboru? Ja, morda, kje v zraku. Zdaj poglej na Flight Radar. In se mi zdi, da je to neka nova realnost, no, s katero se zdaj pač v Mariboru navijači nekako spoznavajo. Jaz nisem nevneti zagovornik, nevneti nasprotnik, ne, teh tujih odločevalcev v Mariboru, sem pa skeptik zato, ker pač vidimo, slišimo, kaj se dogaja v Hull Cityju, ne, v Hullu zdaj Adžuni Lidžali ni najbolj priljubljen lastnik, tudi tam se mi zdi, da nekako ni najbolj jasno, kdo je sploh potem tisti odločevalec, kdo je tisti, ki povleče vse te poteze, in Hull, mislim,
Plombo so imeli, ne, tudi plombo na in še vedno imajo, mislim, da so jim celo znižali z 3 na 2 prestopna roka, torej ne smejo kupovati igralcev, lahko pripeljejo le na posojo ali pa igralce brez pogodb. Tako da v Angliji seveda so ta pravila zelo strogo postavljena, jasna in tam Adžuni Lidžali pač tekmuje s 23 drugimi lastniki, ki podobne vsote denarja namenjajo svojemu klubu. Ne. Tu v Sloveniji pač so 3-4 klubi, ki se gredo na tem finančnem nivoju in zdaj ali je on ali so njegovi sodelavci podcenili to slovensko ligo, pa ne vem. Tako da v Mariboru je tistih 2, 3, 4 tisoč ljudi, ki vedno pridejo na tekmo, še vedno pridejo na tekmo. Njihova podpora klubu ni sporna, seveda so med njimi neke razlike v razmišljanju, ali zdaj oni podpirajo to nekako vodstvo ali ne. Veliko med njimi je seveda nekako hvaležnih Adžunu Lidžaliju, ker je pač klub rešil pred finančnim propadom in je vodstvo se zamenjalo, čeprav je to pač relativno rečeno, kajti marsikdo, ki je bil v prejšnjem vodstvu, je še vedno v klubu in se tu ni kaj dosti spremenilo. Po drugi strani pa razlika seveda nastane, ko ti moraš za derbi oziroma za kakšno evropsko tekmo, ne, torej želiš napolniti stadion do 9, 10, 11 tisoč gledalcev, ali bo ta razlika gledalcev, ki to gledajo večinoma doma s kavča in to opazujejo, ali bodo ti gledalci prišli, ali bodo dali podporo. To je zdaj ta morda razlika, ki se ustvarja v Mariboru. Največji problem v vsake, bom rekel, koleracije nogometne ekipe in njenega okolja je neka stabilnost in neka navezanost na to, kdo te igralci so in kakšen imidž oni projicirajo ekipe. Ne? In pač Mariborova najuspešnejša era mogoče tudi malo determinira to, kar je bilo tvoje osnovno vprašanje za Jožeta. Ne? Jaz pač se spominjam tudi zgodnjih 90-ih, pa to, ker je bil Maribor v neki tranziciji iz takrat jugoslovanskega tretje ligaša v nek klub, ki je znotraj slovenskega prostora iskal svojo identiteto. Bilo je drastično pomanjkanje denarja, vemo takrat vdori v slačilnico Matjaža Keka in Milka Đurovskega in v tej zgodnji Zahovićevi eri. Ne. Mogoče je ta Zahović era ljudem kar nekako skazila percepcijo tega, kaj Maribor kot klub v svoji zgodovini je. Maribor je pač klub, ki ima dolgo zgodovino vzponov in padcev, tako kot vsi klubi, ne. Ampak ta navezanost na to ekipo, katere del si bil v določenem obdobju kot ti, je mislim, da zelo pomembna. Ne. In ta identifikacija z ekipo je trenutno največji problem in v Mariboru in v Ljubljani. Ne. Ljudje, ki zvesto spremljajo Olimpijo, so tudi pač zgroženi nad tem, kako se ekipa kadrira. V Celju je to, jaz mislim, da vendarle manjši problem, ker je pač kritična masa navdušena predvsem nad rezultatom. Ne. Ni zdaj tle najbolj pomembno, pač dogaja se verjetno največji boom kluba v zgodovini in seveda ljudje na to tam gledajo bistveno drugače, kar je pač logična posledica. Ne. Ta dva kluba pa vendarle funkcionirata na to, da moraš imeti in to. Ne. In v tem primeru ti to navezanost, ki jo zgubljaš, dolgoročno imaš problem jo dobiti nazaj. Ne? In mene je točno tega najbolj strah, da se zgubi ta povezanost med okoljem in klubom oziroma ekipo. Ne? Ker to je nekaj, kar je bilo v Mariboru najbolj specifičnega in največ vrednega. Mi nismo Dalmacija, pa da ne glede na to, a boš ti prvak, ali boš spet puhnil v zadnjem krogu in ko boš izpadel iz tretjega kola Evropske lige oziroma konferenče, ko boš izpadel iz Evrope, te bodo še vedno imeli radi. Mene je strah to, da se zdaj te ljudje da jim bo postalo vse. Se pravi, generacije se menjajo. Mi smo bili v tistem obdobju, smo bili v klubu, ki so bili navezani na nas, pa ne na nas igralce, ampak na to neko stabilnost, na to garnituro, ker si pač imel Zahovića in Milaniča in potem si imel Handanović, Rajčeš, Šuler, Merti, Viler, Filipović, Vršič in Tavares. Se pravi, wow, zdaj pa so to v klubu neki ljudje, ki ne spoštujejo oziroma se ne zmorejo poistovetiti s tem. Ne? Jaz mislim, da je beseda, ki jo vsi skupaj na skupni imenovalec tega, kar smo povedali, je kredibilnost, se mi zdi.
da morda ljudje te ne vodstva, ne trenutne ekipe ne jemljajo kot kredibilne. Ne? In vse te stvari, ki so se že v tej sezoni zgodile Mariboru, ne? Spomnimo se sankcije za Jana Ripasa, ki je bil potem zamrznjen, odmrznjen. Spomnimo se Ašbeta Juga in Bradleya Mbonda, ki sta se zgravila po koncu tekme z Bravom. Spomnimo se zdaj torej zadnjega incidenta. Vse to nekako ne daje vtis neke kredibilnosti, no, po mojem mnenju. In tudi ko imaš ti pač torej Džema Bazgola, ki je obraz odločevalcev torej iz Carigrada v Mariboru, pač te stvari ne delujejo kredibilno in če na vsaki tiskovni konferenci, ko predstavljaš novega trenerja, trdiš, da bi pa zdaj rad, da pride 6-7 tisoč ljudi v povprečju, pa da bo to en atraktiven, agresiven pressing nogomet, potem pa ni nič od tega in potem za drugega trenerja rečeš, da je božje darilo in da super in da je to dolgoročna zgodba in ga potem po 2 tednih ni več v klubu. Ne? Se mi zdi, da se ta kredibilnost izgublja. No? Zato, ker ni strategije. Ne? Strategija je povsem nejasna in tudi nihče ni predstavil. Ne? Strategija je samo kar lahko zaznavamo iz pač teh sem pa kaj javnih nastopov turškega šefa, ne, je samo mi bomo prvaki, mi bomo plačali še to, če bo treba in to pa to. Ne. In zdaj tako imaš kaj občutek, da itak je prav sploh nejasno, kaj v tej njihovi neki širši strukturi razmišljanja ta Maribor pomeni, ne, glede na to, kaj je Jože že govoril o Halu. Jaz tudi moram si reči, da mi je nekdo iz Maribora, ker ni primerno, da ga imenujem, ampak je bil zelo visoko v strukturi, rekel, da oni igralcem tujcem, ki prihajajo, predstavljajo, da je to del multiklub modela Hull Cityja in da lahko ti naslednjo stopničko narediš v Championship, če se tle dokažeš. Ne. Kar je, jaz rečem, logični del nogometne krajine danes v Evropi, nažalost, ampak seveda klub z neko tako lokalno materijo, kot je Maribor, si predstavljam, da to klientelo zelo boli, ne, da ti si žrtvoval svojo samostojnost za to, da si vstopil v nek tak model. Ne. In vprašanje, koliko je lahko to brez rezultata vzdržno dolgoročno, ker rezultat marsikaj skrije, ne, in so vsi zadovoljni. Ampak vemo pa, da v zadnje je pa tako. Ker smo sami domači, vam bom jaz zaupal eno osebno izkušnjo. Ker sem jaz prestopil iz Kopra v Maribor kot 21-letni fant, to se pravi, to je bilo obdobje po Ligi prvakov 14-15. Prva je bila, da 14. Ja. No, kasneje sem jaz prestopil v Maribor, že z 60-70 nastopi za Koper. Jaz se spomnim, ko sem zadolžil opremo, klubsko opremo, polno torbo klubskih stvari, in ko sem se jaz vračal v Velenje nazaj domov na prvo nedeljsko kosilo, jaz sem imel oblečeno tisto legendarno vijolično jopco Adidas na sebi in sem prinesel ta kovček domov pokazati. Ker jaz sem bil na to ponosen. Meni je to veliko pomenilo, ogromno pomenilo. Me je pa zdaj strah in upam, da ni upravičen ta strah, da ta isti 21-letni Denis Šmet danes ne bi več čutil niti približno tega, kar sem jaz takrat, te vznemirljivosti, tega ponosa, iskre, žara, ker se je v tem obdobju 10 let toliko stvari spremenilo. In če je to res, ima Maribor gromozanski problem. Zato mislim, da nisem Maribor, da se nasplošno percepcija te neke romantike v nogometu izgublja, ne, s tem hitrim dogajanjem, hitrimi prestopi, prelahko izvedenimi prestopi, spornimi prestopi. Ja, pa prišel si v uspešno zgodbo, ne, in si se verjetno čutil kot vendarle ni. V tem smislu ne more vsakdo igrati v tistem obdobju za Maribor. In si verjetno bil ponosen tudi sam nase, da si bil v navednicah izbran med vsemi branilci v slovenski ligi, da so ti dali šanso. Tako, v garnituro, ki si jih ti gledal v Ligi prvakov po televiziji. Zdaj te fante ne gleda več po televiziji. Zdaj verjamem, da če en fant iz Kopra pride v Maribor, da
Madonna, pa koga pa tudi ne bo poznal slačilnice. Pa so igral pred drugim, ampak so sjeni, so si podobni. Ker nima operaterja, ki bi prenašal slovenski lige. Na nek način to ima zdaj Riera, ne? Da vsi igralci, to, ki je Čiro prej rekel, ko se usedejo z njim, sam z odprtimi usti ga gledajo, ker imam predstav to in valjda Riero, večinoma te igralcev gleda sam na televiziji s svojimi živahnimi izjavami in pol je uspešnost je pa res, da pač seveda nima tega drugega backgrounda, ki ga seveda Maribor mane, ampak problem neke te vse splošne strategije, kot se omenil, je tudi to, kaj ti pustiš za sabo, ne? Se pravi, mi smo iz vseh treh strani vodstvenih struktur teh pač trenutnih najbolj finančno čvrstih klubov v Sloveniji slišali veliko zgodbic o infrastrukturi, ne? In dejansko zaenkrat se zdi, da nihče od njih, pa ista zgodba je bila seveda tudi Zahovićem in Mariborom, v infrastrukturi za seboj ne bo pustil nič, ne? Se pravi, gre za to, da je to neka monumentalna zgodba, ne? Ampak poanta je pač, da ti kluba kot tazga pa nisi razširil izven vidika tega, da si bil rezultatsko uspešen, ne? Se pravi, kje imaš kakšna trening igrišča, kje imaš te stvari, ki so za rast kluba elementarne in zato tudi te ljudje v njih skozi malo razlagajo in se pač srečujejo s kompleksno mestno birokracijo in politiko v vseh treh mestih, to je seveda jasno, ampak jaz mislim, da ti kot nek lastnik, ki se hočeš nekaj tazga iti, mora biti to predpogoj, da boš sploh šel v neke take investicije. Celje trenira po celi Sloveniji, zato ker je Herrera toliko nezadovoljen s celjskimi igrišči, ne. Viktor Sanchez, vemo, da je bil srž spora, ali pa del, ne vem, ker ne poznamo zgodbe, to, da je pač mogel trenirati na terenu, ki je neprimeren, premejhan in tako naprej. Vem, da je Zoran Zelković, ki je bil v Olimpiji, razlagal, da ne more prekinitev uigravati, ker je razdalja igrišča toliko majhna, da ti dejansko nimaš približka tega, kar se zgodi na tekmi, ker je pač kot toliko krajši. In tako naprej. To so banalne situacije, ki so pa na koncu najbolj pomembne, ne? Ker enkrat te ljudje, ki dajo denar, grejo, ne? In kaj za njimi ostane, razen nekih lepih spominov, rezultatskih uspehov, ki so seveda najbolj pomembni za maso, ampak v smislu nekega dolgoročnega razvoja in rasti in stabilnosti kluba je pa na koncu ne ostane prav veliko, ne? Marko, imaš ti občutek, da to Celje z Riero Maribor obravnava, kot ga mogoče mi, ki smo iz nekega drugega okolja, ali je zdaj to Celje z Riero začelo Maribor obravnavati kot, ne vem, kot Koper, kot Muro, kot neke ostale klube? Jaz mislim, da ne, ker tu vendarle moramo pogledati na vsa zgodovinska dejstva v Sloveniji. Maribor je še vedno celjski največji športni rival. Vemo, da tudi masa ljudi, ki je na tekmi proti Mariboru, jih je večinoma iz Maribora, oziroma kar lepo število, zdaj se to malo uravnava. Celje nikakor ne sme zviška gledati Maribora, ker hitro se bo zgodilo, da bo Albert Riera odšel in bo lahko Celje spet osmo in bo drugače, ne. Tako da ne, jaz mislim, da ne. Celje enostavno uživa v tem valu dobrih rezultatov, dobrih iger, da bi pa prišlo do kakršnega koli gledanja zviška kogarkoli, pa to v prvi vrsti Albert ne dovoli, v naslednji vrsti pa seveda si celjski navijači niti tega ne morejo privoščiti, ker zgodovinska dejstva so še vedno na strani tako Maribora kot Olimpije. Celje je še vedno na nek način izzivalec teh klubov. Ampak momentalno je jasno, kdo je na Štajerskem vladar. 8 tekem je Celje igralo pod Riero, 6 zmag, 1 remi, samo 1 poraz. Ja, ampak pravim, v nogometu se hitro spreminja, to je prej Tine rekel, kar se je zgodilo, ne smemo živeti na tem, kar se je zgodilo, hitro se lahko to vse skupaj obrne, zgodovinska dejstva so še vedno takšna, kot so, Celje bo vedno na Štajerskem manjši klub od Maribora, to je jasno, ne glede na vse uspehe in v taki luči morajo tudi gledati in taki luči, če gledajo, taki luči so tudi uspešnejši, ker ti, kot sem rekel, kot si izzivalec, vedno skušaš premagati velikega brata. Je pa res, da se zdi, da Riera malo uživa v poniževanju Olimpije pa Maribora, ne? Da mu to paše, kar pa tudi Kopra v končni fazi, on ima te osebne frustracije. Ne, to mu še manjka. Dejali smo, da se je popravil psihološko, da ni več tako, ampak tu pa tam ga še prime na Instagramu in da ob Primorju in Kopru klovna zraven in tega
res ne bi potreboval, morda ima neke osebne zamere do kakšnega trenerja, ne vem, Anđelkoviča s Primorja, ne vemo, kaj se dogaja ob stranski črti, ampak tega ne potrebuješ, te tvoje objave gledajo tudi ljudje, ki bi lahko bili tvoji potencialni naslednji delodajalci in to ti res ne koristi v tvojem življenjepisu. Kaj se je zalomilo pri prevzemu Spartak Moskve? Mislim, da se ni zalomilo nič, zalomilo se je v smislu, da je pač Albert Riera rekel, da bo ostal v vsakem primeru. Mislim, da ga je tista zgodba z Bordeauxem izučila, da je takrat prehitro zapustil Celje in da zdaj hoče enostavno to sezono delati do konca in se posloviti od Celja z naslovom prvaka, ker to mu še manjka. Ne? On je v prvi sezoni, ki je bil pravzaprav lepo pripravil Damirju Krznarju pot do naslova državnega prvaka, pa ne rečem, da je samo zaprtimi očmi Damir Krznar prišel do naslova, velike zasluge tudi njemu, ampak nastavki so bili dobri. Riera si je enostavno želel in si želi ostati, zdaj pa je to seveda, če pride, ne vem, ponudba, primer, pretiravam, Bormuta ali pa Dinama, kogarkoli, seveda boš težko rekel ne, ampak vseeno je pa Celje in ta kontinuiteta s Celjem vendarle prioriteta, ker tudi potem, ko se ti pogovarjaš za naslednjimi klubi, ne, in oni vidijo s potencialnimi delodajalci, da imaš ti veliko teh nekih menjav okolja, pa to se tudi vprašaš, zakaj jih imaš. Propad Bordeauxa, Marko mi je enkrat že to omenil, kar daljnoročne posledice za slovenski nogomet, vrnitev Alberta Riere in neizplačilo celotne odškodnine Mariboru za Žana Vipotnika. Torej, ne vem koliko, ampak verjetno kakšna, torej, če je bila odškodnina, ne vem, mislim, da nekaj čez 3 milijone, če se ne motim, skupna, gotovo 7-mestna cifra še manjka ali pa je manjkala takrat v mariborski blagajni, ko se je nekako ta usoda bila na tnalu, tudi finančna seveda. A ti, Marko, se prav ne pričakuješ, da bo Riera čez eno leto še trener Celja? Težko, ker mu poteče pogodba. Aha, pa tudi verjetno prispevke ima zelo visoke, ne? Ja, da v karieri res ne gre na roko slovenskim športnim delavcem. Dej, kaj smo pri tem, no? Ja. To je najljubša tema. Računovodstvo, kotiček za računovodstvo. To je problematika. To je dejstvo. Težko zvabiš tuje igralce v slovensko ligo, ker jim preveč odščipnejo od pogodbe. Pika. Jaz sem letos poleti s Tinetom govorila z enim trenerjem, ki deluje na Hrvaškem, ki se je zanimal za Franka Kovačevića. Ponudili so mu praktično isto plačo, kot ima sedaj v Celju. In potem je nastopila težava, kako mu dopovedati, da prvo leto bo v Celju res da imel višji neto, kot bi imel na Hrvaškem, ampak da po prvem letu bo pa ta neto drastično padel. Jaz mislim, da vemo, o katerem klubu govoriš, pa ne bomo govorili ne o klubu, ne trenerju. In mislim, da je Franko Kovačević v tem trenutku zbral okolje, ki bi ga lahko vrnilo v ligo top 5 hitreje kot v tem klubu, s katerim trenerjem si se ti pogovarjal. Vprašanje je pa moje, kako rešiti to težavo iz vidika slovenske lige narediti konkurenčnejše. Ja, to je vprašanje za Furs, ampak dajmo najprej razširiti avtoceste, potem bomo šli pa na to. Ne more vsega država naenkrat. Ne, jaz mislim, da je to pač grozljivo. Sej mi tudi izvan nogometa imamo pač tudi v kontekstu Evropske unije ekstremno visoke davke. In zdaj slovenski nogomet ujet v to morje SP-ev, kjer imajo igralci pogodbo za 3-4 leta, po kateri ima vsako leto nižjo plačo dejansko. In to je norišnica, za katere vemo tudi mi, ki se več malo gibljemo v teh krogih, koliko enih igralcev v poleti preprosto ni dobil kluba, ker se mu preprosto ne splača igrati za nek relativno normalen denar in dobro plačo 2-3 tisoč evrov v slovenski ligi, ker so na podlagi prejšnjih pogodb so jim prispevki toliko zrasli, da je dejansko za njih igranje nogometa ratal, da bom rekel nesmiselno, ampak finančno nemogoče, kar je nor paradoks. In jaz mislim, da na podlagi tega boš mogel nekako dosežiti nek napredek v tem smislu, na kakšen način se pač nekega profesionalnega športnika rangira znotraj slovenske zakonodaje in davkarije, ampak
zaenkrat jaz mislim, da ni nekega zelo obetavnega predloga na vidiku. So redne zaposlitve rešitev, tako kot se že po nekih informacijah uvajajo. Ne, bolj se splača igrati na Cipru ali v Panami. Ne? Ja, zagotovo, ja. Če mene sprašuješ, ne vem, jaz sem zelo slab z birokratičnimi temi birokracijo in temi stvarmi, tako da ja, je pa potem seveda Veš pa, da imaš visoke prispevke. Tako, to je res. Je pa potem seveda logično, zakaj velikokrat seveda pogajanja z nekaterimi nogometaši, torej tujci, ki pridejo v Slovenijo, pa se morda zadržijo pol leta, 1 leto in jih potem klub želi, ne vem, bodisi iz statusa posojenega nogometaša, torej pripeljati za stalno, ne. Zakaj so potem ta pogajanja velikokrat dolgotrajna, verjetno pač enostavno nekemu tujcu, če pomislimo na to, koliko jih je recimo tudi v teh najboljših slovenskih klubih in če predpostavimo, ne, ali pa imamo v glavi imena nogometašev, ki trenutno verjetno največ zaslužijo v slovenski ligi, je potem jasno, zakaj ti nogometaši v bistvu zahtevajo številke, ki so vsaj v Mariboru skoraj da vem, da mislim, to so številke, ki so bile v času Lige prvakov nepredstavljive za najboljše nogometaše, ne, kar trenutno recimo 3-4 najboljši ali pa najbolje plačani nogometaši v vijoličastem zaslužijo. Ne. In je deloma verjetno tudi tu seveda težava. Ne. Ampak moramo gledati tudi iz vidika investitorjev. Ne. Zakaj bi celjski oligarhi plačevali, ne vem, mogli plačati 1 milijon za pogodbo, ki jo nekdo dobi potem ven 500 000, če bi lahko zelo blizu naših meja lahko plačali 200-300 000 evrov manj. Ja, to je zelo kredibilno vprašanje, ker mi smo pač v situaciji, da mi brez tujih lastnikov slovenskega fuzbola ne moramo več peljati nikamor. Ne? In kakorkoli smo mi lahko kritični in do Turkov, in do Rusov, in do Nemcev. Bomo rekli Nemcev. V Olimpiji je brez njih te klubi, si sploh ne predstavljam, na kakšen način lahko funkcionirajo, na kakšen način lahko obstajajo. Ne? In privabil jih boš pa lahko, njih zdaj privabil v tem trenutku kot vino, predvsem to, kar je tudi Jože rekel za Turke, da se jim zdi to neka zelo preprosta pot do nekih evropskih tekmovanj, verjetno, da je to nek osnovni vzvod. Mislili so, da bo preprosto. Da. In saj so tudi Rusi se zaleteli v Celje na začetku big time, ne, in niso mogli in so zamenjali tudi oni 100 trenerjev, dokler pač Riera ni dobil tega božanskega statusa, ki ga ima. Ampak po drugi strani, veš, to se širi tudi na druge segmente nogometa. Ne. Ti imaš v drugi ligi, jaz garantiram, da ne bom rekel, da ni igralca, ampak da je minimalen procent igralcev, ki ne dobijo denarja za igranje nogometa. Ti poglej razpored, spisek profesionalnih pogodb v drugi ligi je pač zelo malih profesionalnih pogodb. Se pravi, mi se srečujemo z velikim problemom, katerega pač vsi ignorirajo. Kako klubi dejansko plačujejo igralce v drugi ligi? Ne? Se pravi, ogromno je sive ekonomije, ne? Ogromno je pač nečesa, kar gre mimo davčnega sistema Slovenije, to je pač, folk si pač preprosto laže glede tega. Ne? Ljudje, ki igrajo nogomet tudi na nižji ravni, pa tudi v tretji ligi, dobivajo za to denar. Kako dobivajo denar? Dobivajo ga na roke, večinoma. V ogromnem številu primerov, na potne stroške, na neke štipendijske pogodbe, ki so tako ali tako neformalne na nek način, in ne samo problem tega, da imajo profesionalni nogometaši ekstremno visoke prispevke. Imaš ti celo plejado drugih igralcev, veliko več slovenskih igralcev je izven prve slovenske lige, ne? In te se srečujejo s čisto drugačnim problemom na ta način, da oni pač dejansko tudi za manjši denar sploh igrati ne morejo, oziroma ne morejo biti plačani na nek formalen način. Ne? Marko, govori se, da bo letošnja božičnica v javnem sektorju v večini sfinancirana strani celjskih lastnikov v obliki vplačevanja davkov v javno blagajno. Kako se oni soočajo s to problematiko? To pa je vprašanje za njih. Za 1 milijon rublov. Ja, to pa težko, ampak vem samo to, da sem tudi od njih že slišal, da je problem to, no, da če hočeš pripeljati kakršnokoli zveneče ime v slovensko ligo, pa ne glede na starost, tudi kakšnega polpoškodovanega, ki si želi obuditi kariero, enostavno to prevelika prepreka. No. Ne vem pa, kako rešujejo.
dovolj imam dela z gledanjem tekem, nočem še v računovodstvu, sem tudi takšen analfabet kot Jože glede tega. Tine, Že kviz. Ni še kviz. Zakaj nismo se Olimpije še nič dotaknili, moramo biti enakomerni, enakopravni. Zakaj Manchester United tako dolgo ustraja pa nismo pri Unitedu, ustraja z Rubenom Amorimom? Vse kotiček mora biti, saj tako malo mehak. To je tako mehen. Olimpija pa ne more ustrajati dlje kot le par krogov s svojimi trenerji. Kako ti vidiš zadnje delovanje Olimpije? Ja, ne moreš iti mimo tega, da jih zgleda slabo izbira, ne? Z izjemo 2 prebliskov realno ni bilo kakšnega velikega uspeha pri trenerjih, se pravi, uspešna sta bila Riera in Sanchez, ki sta pač tudi relativno hitro po teh uspehih šla, če gledamo samo obdobje tega vodstva, pa se ne vračamo na Biščana in na Mandaričev cirkus, ne? In to, da ti non-stop zgrešiš s trenerjem, je pač definitivno nekaj, kar gre na tvoj račun, ne. Vem, da se oni znajo pohvaliti s tem, da tudi zelo skautirajo trenerje, preverjajo vse možne stvari, kdo bi bil primeren, kdo ne, ampak na koncu se na podlagi tega, kar se je letos odvil, se pravi, če gledamo še umestno kratko obdobje Senzna, je to isto pri Mariboru s Karanovičem, bo to že 4. trener, ki bo dejansko vodil oziroma vodi moštvo v novi sezoni. Se pravi, tle gre definitivno na to, da si, kot kaže, ti precenil svoje sposobnosti, da boš zadev s trenerjem in podcenil mogoče to, kakšni trenerji to so, ne. Podcenil pa je absolutno slovensko stroko z izjavo, da ni trenutno Slovenija ne premore trenerja, ki bi bil na dovolj visokem oziroma primernem nivoju za službovanje v Olimpiji, kot je to Luka Elsner. Sramotno ponižujoče do slovenske stroke, ki po mojem mnenju dela zelo dober posel. Tukaj imamo 2 izstopajoča primera, za moje pojme Slaviša Stojanović, to zgodbo s Koprom, ki je imel predvsem v lanski sezoni, pa Aleš Arnol z Bravom, in mene boli ta odnos, ki se zviška gleda, ko pride, grdo rečeno, nek gastarbajter v slovenski prostor in potem češ niko ništa, samo mi nešto. Ni res. Tudi v Sloveniji je stroka, ki je dokazana, ki je v drugačnem položaju, kot so tujci. Tako da se navežem na Markota. Riera lahko ima takšno držo kot prvo, zato ker ima neomajno podporo svojega kluba, in kot drugo predvidevam, da je finančno neodvisen. Ne. Pa poznanstev ima tudi veliko, ne. To je treba tudi povedati. Tako. In socialen krog je kar močan, tako da on si bo že našel zase naslednji klub. Za Slovence kot take pa to težje, ne. Ta naša zlata generacija se razen zlata generacija iz 2010 iz Južne Afrike se nekako ne odloča za te funkcije. Boštjan Cesar, neuspeli eksperiment v Mariboru, ostali pa so tukaj na tržišču, izbojujejo se iz kroga v krog, primer Milan Đelković. Tako da, zameril sem to izjavo Barišiću, da tako nizkotno gleda na slovensko stroko. Ampak ni bilo dolgo nazaj, koliko? Sezona, 2? Se spomniš enkrat, ko smo se pogovarjali, mislim, da je bilo 8 ali 9 trenerjev od 10 klubov, pa to je bilo torej v tem, bom rekel, v 20 letih, ne, tega stoletja, ko je bilo 8 ali 9 trenerjev Slovencev od 10 prvoligašov. Zdaj pa se je to naglo znova obrnilo v korist tujcev. Ne. Morda je bil samo Camoranesi v Taboru takrat. Ne vem, bilo je takšno obdobje je bilo. Zdaj pa, ne vem, meni se zdi, da če gremo s temi najbolj renomiranimi slovenskimi trenerji, ki so v slovenskem prvenstvu že kaj osvajali ali pa se kam uvrstili, zdaj ali bodisi imajo službe kje v tujini, bodisi se verjetno ne bi vračali v trenutna stanja, ne vem, v Mariboru ali pa v Ljubljani. Ne? To je treba reči. Zdaj ali bi Aleš Arnold tvegal vendarle neko, ne bom dal udobje, ampak zaupanje in to, da vzgaja nogometaše za 2 meseca nekega tveganja. Da se mu ponovi zgodba Dejana Grabiča. Videli smo Grabiča, točno to. Ne vem, se mi zdi, da tu vedno
Je seveda ta izjava nekako napačna ali pa nerodno rečena, ne? Ampak tudi drugo plat kovanca je treba pogledati in če kdo pa bi sploh od teh renomiranih trenerjev, ki so že vodili kaj v prvi ligi, pa bi sploh trenutno sedel. Zato tudi navržeš Luko Jeznarja, ker je realno nedosegljiv. Ne? Seveda. Se ni to, da to kao, mi hočemo Jeznarja, ampak sam Jeznar lahko, ampak bomo te njega pripilamo. Pripilamo iz Polske, bomo radi tega gospoda iz Andore, pa čestitke mu za uspešen začetek na klopi, ampak to so tudi ljudje, ki nihče ne bo sem prišel razmišljati niti v pol neki dolgoročni zgodbi. In ti si tle dejansko šel skozi neke zelo različne profile trenerjev. Najprej si imel z Portugalske, ki pač v tistem obdobju, ki bi on nihče sploh ni mogel razbrati, kaj točno hoče. Potem nizozemski trener v Sloveniji, eksperiment, ki se je zelo hitro pokazal, kot da je to nek prevelik kulturni šok in clash, ne. In zdaj si se pač vrnil na neko semi-špansko idejo in zdaj ta trenutna ekipa ni prilagojena za nobenega trenerja. Ne? Zdaj, ki si me spomnil kulturni šok, se je tudi čuveni Luka Elsner je takrat doživel nek kulturni šok v Olimpiji, vsaj kar so igralci takrat povedali, da super trener, vse, ampak da nekako se vidi, da je bil vzgojen v Franciji. Da menedžeriranje naših balkanskih mangopov je malce teže in malce manj znano področje kot nekomu, ki izhaja iz tega področja. Ne. Pa se tudi verjetno Džalović bi imel lahko boljši vpliv na neko bolj balkansko ekipo. Ne. A veš, to zdaj v Olimpiji pa Mariboru je tudi zelo, so tujci niso z Balkana več, ne. Se pravi, kar ni logično, to je del globalizacije nogometa, ne. Se pravi, v preteklosti je bilo znano, da več ali manj so tukaj igrali tujci iz bivših jugorepublik, ne. Zdaj se je to veliko spremenilo in zdaj tudi kakšen tip trenerja sploh lahko tako strukturo vodi, ne. Zdaj, koga daš v idealnem smislu, da vodi ta Maribor, ne. Če imaš več nekih tujcev kot Slovencev, vsaj v teh, ki imajo kakršenkoli status znotraj moštva, ne. Raja Kina. Meni je sicer bil recimo od vseh teh trenerjev v zadnjem obdobju pri Mariboru morda glede na način igre ravno Radomir Džalović, ki pa očitno ni imel zdaj ravno neke velike želje, da bi nekako ostal ali pa skušal ostati. Najbolj primeren ravno on za to ekipo Maribora. Ne vem, jaz razumem, da morda si kdo želi atraktivnosti, agresivnosti, visokega presinga. Ti si ga lani še izreke dosti spremljal, ne? Ampak s to ekipo Maribora ne vem, če boš ti lahko igral tak način nogometa, ne? Sploh, če gledamo ekipo od vezne vrste naprej. Ne? Ti ne bo laufo na prvo. Recimo, v Ljubljani verjetno pač neka podobna zgodba. Vprašanje, koliko je v obeh slačilnicah nekih grupacij, nekih klanov, ne? Potem nastane tudi na podlagi teh nekih slabih rezultatov in vse te nestabilnosti. Tako da, kot pravim, ne, jaz mislim, da in v Ljubljani in v Mariboru so problemi širši in večji kot samo v mejah igrišča. No. Na vrsti je kviz. Ok, prvo vprašanje postavim jaz, ker me je... Samo o tem je razmišljal celo. Spomnil me je Tine, da je nizozemski nogomet. Nekdani trener Olimpije Van der Looy ima sina, ki igra nogomet. Kje? V katerem klubu? No, moj kviz ne bo tako težek. Verjetno boste uganili državo. Na Nizozemsko? Ne. Sloveniji. Ne, portugalskem. Okay. Famalicão, eden od prvih 24 portugalskih klubov, ki bi jih iz glave naštel. Mislim, da ne. Ok, za vas imam pripravljen kviz in sicer za vse tri klube, ki smo jih danes največ omenjali, se pravi Olimpija, Celje in Jože Maribor, mi boste povedali 10 najvišjih prodaj v njegovi zgodovini. 10 od prvih nekaj bo stresli, takole boste stresli. Pri nas je bilo 3 odškodnine. Stresli boste nekaj, pa je kar triki, tako da Marko, Iko je Messi, najdražji. Bravo. Drugi Beni Verbič. Ne, tretji.
Ok, Begić. Begić. Dej ti preveri najprej, pa me to je potem usmeri. transfer, Mark. To je To transfer. je po transfer, ja. Ne, vse gremo. To prestopi se Vse gremo. pa to pri Rusih, to prepusti transfer, Mark, to je drugače. Begić 11. Ne. 11. Ne, koliko si jih rekel? 10, 2 imaš. Prvega in tretjega imaš. Rudi, 10. A se lahko mešamo mi ali to je samo on? Vizi. 4. samo on. To je drugi. Dajte pomagati, tam bo jaz mislim, hitreje. da je Tamar Svetlin. Robi Koren. Ne. Tamar Svetlin. 6. 5. Vršič? Ne. Pa teh sploh niso zabeleženi, predvidevam, ne? Nema. So, ne, Vršič je 21. Nema. Ja, to bogi. Nema nič? Ja, ni odškodnine, nima, ne, točno. Ne. Kamberovič. Ne. Tam je že v Nemčiji nekaj. Ok, Goršek. 5 jih imaš. Si pa zelo blizu z enim, ki je najtežji. Za moje pojme. Oziroma, Sešlar. Ne, za Golubica. ne, Simon. Ne, noben Sešljar. Ne. A je bil ta, kaj je bil? A ja, Čedikovski. Bravo, Dragan Zenit. Čedikovski, Čika Dragane, 5. mesto, 2004 v Zenit. Kaj pa on, Brazilec? 6. Somalija. Somalija? Ne, Antoko, to ni bilo takih odškodnin takrat. 6. A drugega še iščemo, ne? Drugega iščemo, Mitja Brulc. to moramo vedeti. Ne. Radosavljevič. Ne. A je lahko malo obdobje usmeriš nas, malo hintov? Zelo aktualen prestop. Ok. Zelo Ja, aktualen saj, prestop. To je pol nek tujc zihar bil. Tujc. Slovenec? Tako je. Ok, kde gremo? Rajko Rep? Ne, Svetlina imamo. A ga imamo že. Ne, iz tega obdobja, Rajko Rep je bil tam Vem, 20. To je prestop, ki bi v zlatih časih rokometnega kluba Celje bil precej bolj logičen, kot je pa sedaj. Aha. Ja, v Kil je šel Zec. Tako, Zec, seveda, v Kil. 7. A Matko smo rekli že. Prvi po Zarabcu, ko je šel v Kil. Matko, Aljoša Matko, 8. 8. In imamo samo še 2, 8. in 9. Ampak ni fair, ne, da si dal, da ono dva premišljujete o svojih klubih zdaj, ne, lepo. 9 je malo Časa sem gledal, kdaj bi za Golubica igral. Ok, Samo Vidovič Ne, Branko Zupan. ima določene kvalitete. 9 Kje je ste še v Maribor podali iz za zmagovite sezone, ko nas je Ulič. pokončal z tisti tekmi proti Olimpiji, ne on, ampak je bil Lotra. Tako, Ja, Lotra Lotrič, 9. ja. 8. 8. Na Alenu Hodžiću sem sprobal ta kviz in je imel Puko. velike težave z številko 8. Povedal sem mu tudi klub. Ker povej klub. Povej državo najprej. Ta prestop se je zgodil v sezoni 2007-2008. Ok. Okay. Čakaj. Le kar naprej se je nagnil, veš. Robi Koren ni. Ne. A je Rajko Rodman? Ne. To je igralec, ki je nazadnje deloval kot asistent, pomočnik trenerja v bolgarski ligi. Halilovič. Ne, Denis ne. Čakaj, kdo je bil pa? Prestopil je za $500,000. Sulejmanovič. Ne, si pa blizu. Pomoč. Ja. Ta isti igralec ima tudi zabeležen 12. najdražji prestop Celja. To je res pomoč. In sicer v sezoni, Hvala ti. v sezoni 2002-2003 je kot 20-letnik prestopil v Genk. Čakaj, v kateri sezoni? 2002-2003 je prestopil v Genk. Ampak mi iščemo prestop v sezoni 2007-2008 za $500,000, ki je med top 10. A ti ne veš ti? Veš, Nekaj si rekel, tako sem si. Ja, no, pa sem pa Klub, gotovo, da razmišljam. v katerega je prestopil, je Politehnika. Vršič. Ne, sem že prej rekel ni Vršič. Vršič. Pa tudi Mitja Brulc ni. Čakaj, ne mi povedati. Rusič. Ne mi povedati. Ne. Rusič. Ja. Ne, Tu Čadeni. Še Ne. enkrat, ne. ni. Politehnika, država. Ima tudi en nastop za slovensko reprezentanco. To imajo vsi. To imaš skoraj še ti verjeten. Skoro. Ti imaš toliko nastopov za slovensko reprezentanco, kot gola v slovenski ligi. Ta podatek ti zna pomagati. To je kar zignoriral. A ta en nastop za Slovenijo. Svojo pot je začel v klubu Vransko. Uroš Korun. Ne. Dominik Veršnjak. Ja, bravo. Bravo, vsaka čast. Dominik Beršnjak. Priboril si drugo štartno izhodišče. To
ta oddaja bo trajala 4 ure, da taki. Olimpija. Henti prvi, Ne, je pa drugi. Šporar prvi, Šporar je, ampak je četrti. ja, Florovc prvi, Je prvi, tretji, se pravi, to je 3, Vratnik 4. je verjetno noter. Pa se pa zadeve začnejo že počasi. Lahko tudi mi naštevamo, seveda. Cimirotič, ne? Ne, Cime je, veš koliki? Cime je bil, ne. Nastja Čeh. Ne, 4 imamo zaenkrat. Kaj je še bilo, kaj ima, bilo je milijarda tega, kdo bo vse te transfere iz Mandaričevih časov se spomnil? Ante Vukušić, Čekiči, Ne, Savič. ne. Sulić. Više To so moramo vsi iti. šli džabe. Pa ne, to so Prestop na vsi po 300, Portugalsko, 400 prestop na Portugalsko, tretji najdražji v zgodovini Olimpije. Oblak. Jaz bo tako, Oblak, ja, ja, Oblak ok. 5. Ok, prve 4 imamo. 5 jih imamo, to je še Ratnik, potem pa imamo, to so vsi aktualni prestopi. Ja, se bi si mislil. 5. najdražji sezone 23-24, Se pravi, to je 2 let nazaj. 9. je iz 24-25 in 10. iz 25-26, vse pod Bojači? Gastarbajterji. Ne, Ni Bojači, ja. Je pa 8. Kaj ta levi Je bočni? pa 8. Prihaja iz iste države kot Boači. Oba sta imela. Agba? Ne, Agba in Nigerica. Agba 10, bravo, 6. ok, Imamo ja. jih 6. Je Ganec, številka 8, z 19 leti. Ja, tako je šel Partizan. Banjak ne. Ne, Z Banjak. 19 leti je v On je sezoni Kamerunec. 18-19 prestopil v Mainz. A je kakšen? Ja, tale Abbas. Abas A je- 7. A je vmes Mario Jurčević? Ne. Abas 7. Bajrič? Bajrič ne, pozabili ste Miha Zajc? talismana v zadnjih obdobjih. Zajc 8 in še 2, Rierina Fanta. Kvesič. Ne, A ja, brez odškodnine od cele. z Riero sta osvojila Sešljar? Sešljar 9 in zadnji, veliki Slovenc? kapetan. A? Veliki Timi? kapetan, Timi Max Jeršnik, 10. Čiro, vidiš, tako se to reši v 4 minutah. Bravo. Ne, da moramo vsi na Google. Ja. Ampak Jože, ja. oder je tvoj. Žan Vipotnik z zvezdico. Z zvezdico, ni ja, izplačana z zvezdico številka 2, Ja. drugi najdražji. Jojo, Bačo. Jojo da, Bačo ne. Aha, tu je torej meja. Jean-Claude Bilong. Lepa, 3. Rene Mihlič. Ne, Ne, ni več, ker če Arhus? je torej... Ne. Luka Zahovič. ne, Šuler? ne. Iščemo številka 1. Šme. Velikonja? Velikonja, da, Velikonja, ja. 7. 7, čez 4 imamo. Številko Se ena. volaš prodavkam? Številko 1, volaš ne. Luka Zahovič? Ne, Ne. smo že rekli. A ja, si rekel že. Hirceler, Kaj je Kirceler? namik. Čakaj, Hirceler. V Brighton, kdo je šel v Brighton? Jan Mlakar. 5. Ja, bravo. 3 Aj, milijončke. Mlakar večkrat noter. Ne. Ne. Aj, kdo večkrat noter? Imamo prve 4 A je plus Velikonja. A je kak Luka Krajnc morda zraven? Ne, Pavlović. Željko Filipovič, nisem te slišal, ne? Zoki Pavlović. Ne. To so probaš? vse novejše A probaš, garniture. Cvijanovič, je šel Cvijanovič kam? Ne. Ibrahimi, Ne, ne. to so vsi šli džabe. To je nerealno. Salalić. Salalih, ne. Kakba? Kapha, ne. Kakba? Šesti igralec z 68 nastopi na majico z državnim grbom slovensko, moramo ga... 68. Ja, Marko Simonovič. ne. Marinko Galič. Ne, Mante Šimunđa, Liga prvakov, Chelsea Sporting. Amir Karič. Chelsea, A ja. Sporting in Šalke, blestev, Bohar. takrat bil izstreljen. Stojanovič, Peki Petar Stojanović, Stojanović, ja. 6, manjka nam. Bohar je ni. Seveda. Ne bi Boharja ni. Janža, Zdaj se pa stvari začnejo komplicirati. Ne, iščemo 5. rekel. Ja. in potem 8., 9., 10. 5. je Maleta. igralec, S potezo. ki je bil v Erika Moranezija in mislim, da je tudi na njegovo željo prišel. Kaj šukaj. A ja, seveda, Tako, Makumbu. Makambu 7. Super, Zdaj nam pa zmanjka 8, 9, 10. A so to
novodobni prestopi. Novoselci, srednjeselci. Dva sta iz sezone 21-22, eden je pa iz sezone 16-17. Pred Ligo A prvakov. so tujci Slovenci? Eden Slovenec, dva tujca. 16, 17. Eden je prestopil iz Kopra v Maribor. Barišič? Ta je iz te sezone 16-17, ko je potem prestopil ne v Evropo, ampak se podal po Dinarčkem. Kaj se bo dal po? Na po Bližnji Dinarčke. vzhod. Francosko-senegalski igralec. Senegalski. A ja, ta špic, ne? Mendy. Mendy je številka 8. Okay. Imamo pa 9 pa 10, dva obrambnjaka. To so pa tvoje rajone. Aha, že vem. Tak je igral pri Milaniču, pri Banijasu, Sašar. Ne, Ni Ivković. Ne, Ni ga. Ivković je 11. 50 000 evrov mu je zmanjkalo, da bi prišel na 10. mesto. Sitnica. Čakaj, kdo je igral? Kaj pa tale, ko je prišel iz Srpske lige, zadnji vezni? Ne, Ne, Vidaković. Ja, gotovo ne. počal, to je drugo. 10. je igralec, ki je po prestopu v to ligo močno spremenil svoj imič. Spovičemo zdaj Iz- samo še dva tujca, ne? En je Slovenc, ta je Slovenc, o katerem govorim, močno sprejel svoj imič in iz lušnega fanta, takega skromnega prestopu postal frajer. Madonna. Jaz sem hotel reči Martin Milec, ampak tole ga zigar ne opisuje. Ne. Učil se je bil je vajenec Mitje Vilerja in Erika Janže. Torej levi bek. Žan Kolmanič. Številka 10. Ne. Kaj, Iščemo kako pa naj še- mi to vemo o Žanu Kolmaniču, da je postal frajer? Iščemo pa 9. Kaj so to namigi? Naslov podcasta, Žan Kolmanič, frajer. 9. pa iščemo, je pa ta igralec, ki je bil zelo kratko obdobje v Tujec. Mariboru, ja, in trenutno igra v isti ligi, kot igra Žan Kolmanič. Aha, V USA. Ameriki. Ja. Čakaj, kdo je igral v Ameriki? kdo je v Ameriki, sploh Kolmanič, Ilenič je Ja, še? Ja, ampak tujce iščemo. A tujca. Njegov klub, iz katerega je prestopil v Maribor, je klub številnih Slovencev v Bundesligi. Köln. Res je. A ja, kaj je že bil Volodar? Bravo. Robert Volode. Tega imena spomnil. Folodart. Res je. To je to, fantje. In posebna Volodar nagrada zate, za, Olimpijo smo najprej da si stresli. izpod gladine se dvignil v tem kvizu. Hvala vam, mi pa pustimo slovenski nogomet za sabo in za vikend nadaljujemo nazaj v prvi vrsti z najmočnejšimi evropskimi ligami. Hvala, fantje. Mene.